wow, kje smo? Ja, nisva pri meni, Ne, nisva pri tebi. nismo pri meni. Ja, Kje sva? Damo še par sekund poslušalkam, da ugotovijo, kje smo. Ja, a smo? A smo? A smo, zdaj tako izdala. Ne, še nič reči, ne smeš še nič reči. Okay. Počas. Na obisku sva. Na obisku sva. Ja. Kje sva? To je pa zdaj to vprašanje, ki vse, ki niso videli objave in videli slike. Ne. Še kakšen hint? Gre za zelo hipstersko okolje. Ja, zelo hipstersko, zelo. Gre za okolje človeka, ki je domiseln. No, zdaj pretirati ni treba, ne. Pač, Gre za pol delavnic, gre za pol bivalno, pol operativno okolje. Je tako? Res je, to se pa strinjam. Ja. Zdaj bom jaz admin povedal, ali ga boš ti? A bom jaz povedal. A boš ti? Ja, ne, ti se odloči, kaj hočeš, da ima kaj haska, da bo kdo doniral, ali hočeš ti povedati. Okay, ti Okay. No, daj. Aparatus je mreža, ki je zastonj. Ja. Na mrežo lahko donirate aparatus.si/podpri. Ja. Podari. Podpri. Ja. In to je Vsi podcasti, ki jih poslušate, so zastonj. Tako da vse pride prav, ne? Jih je pa mnogo. Je Filmflow, je Pericina mreža. To vsakič reče, Pericina mreža. Ne Jaz vem. ne vem, zakaj kje si to najdel. Pericine peripetije. Ja. Ne, v afektu. V afektu. V afektu sem si zapomnil. Prvič. Glave, Ja. aparatus, Ja. torej opazovalnica. Opozovalnica. Kjer se trenutno Ja, zdajle, ja. Ja, pa, tako, in vse to je zastonj. Ja. Tako da podprite, ker gre vse v denar. Ker gre vse denar v sredstva. To je bil najboljši admin do zdaj. Ste, To je dejstvo. Zdaj pa lahko reče živijo. O, živijo. Živijo, ko pa videl tukaj. kje se je pa ta zub vzel? Hipster, misliš? Hipster. Ki živi tukaj, očitno. Ne. Ki očitno delno živi, delno operira tukaj v tem prostoru. A sem te užalil, ko sem rekel, da je hipstersko okolje? Mislim, ne vidim, kaj je hipsterskega v tem. Pa mal je, no. Tam imaš- Zdaj, da ljudem povemo, smo pri Joco Hud Studios. Joco Hud Studios. Studios. Wow, okay, tako kot Aparatus World Headquarters. Ja. to. Studio. Ja, pri Jožetu Rubežniku, oziroma kot mu jaz vedno rečem, gospod Bernarda Žaren. Ne. Ja, gospod Bernard Dežal. Ja, zakaj je hipstersko? Jaz imam 3 stvari, tako lahko rečem. Sam za sobo, v kateri se nahajamo. Okay, poslušam. Z markerjem pišeš po starih oknih, kao beautiful mind. To je prva stvar. Druga stvar, peč. Peč. A dela ta peč? Ne vem. Okay, to je najboljši odgovor. To je boljši odgovor, če bi rekel, da Ej, roža je na peči. peči. Ja, tako da očitno peč ne dela. To je ta druga stvar. In ta tretja stvar, ribja kost. Ne? Ribja kost. Ker je star, ampak noter se pa delajo visokotehnološke stvari. Ne? Razumeš, stvari, ki jih pišeš na okna, ali kaj tam le piše, tehnologija, to si ne moreš zamisliti, tehnologija. Tehnologija, spletni heroj, tehnoheroj, splet ni heroj. Ja. Naprava, varnost, No, vidiš. poli ne piše. Šola preživetja, etnet. Ja. Da boš pravi mož, rabiš svoj nož. Okay. Ja, lahko. Še ena? Povej, še ena. Plastične škatle za shranjevanje stvari. Ja. Kdo ima še to? Doma še to doma. Hipsteraj. Hipsteraj. Pol San Francisca, Portlanda. Jaz imam feeling, kot da sem res v enem San Franciscu tu. Ja. Ne, jaz sem v Portlandu. Bolj. A, imaš feeling, da si v San Franciscu. Ja, Se Castro. počutiš domače. Si zelo- Ti je všeč. Si komod. A pa si veliko v San Franciscu. v življenju. Si rad, drugače bom vprašal, si rad v San Franciscu. Kaj ti je pri San Franciscu najbolj všeč? Strme ulice, tramvaj, kolesa. Katras. Ja. Ali si samo Alcatraz. To je dober odgovor, v bistvu. Ja, Jaz rad plavam v mrzlem. Valjda, je treba skladiti. Ne? Danes je homoerotika up to 11, se temu reče. V glavnem,
Zdaj, mi da smo sicer obljubila, da bova naredila že spet Star Trek First Contact, Ja. pa se mora takoj upravičiti, da to ne bo res, ker sta šla pač v San Francisco do Jocota Tako, ker smo se srečali v soboto na Viktorjih, na Viktorjih. ker smo preživeli Čudovit večer. čudovit večer, Ja, že od same vaje naprej. ja. Je bilo prisrčno, tudi vidva nista bila na sprejemu za nominirance. Smo bili na sprejemu za nominirance pri podžupani. Ja. Ki ni prišla. Ja, To ste bili na sprejemu. nominiranci za Viktorja 2016. 2017, ne 2016, Ne, valjda, ja, 2016. Tako nisi bil ti tudi. A na sprejemu? Ja. Ja, sem bil. Ja. Ampak, Jaz, Godler, pa Damien Murko. je valjda, se to je logično. Ja, Kako se reče, podobni tiči letijo skupaj. Skupaj, ja, nekaj tasga. Ja. ja. Ne, ti, Anže, misli si rolka v silih mima, ne? Pa si se Pa se, ne, ali kaj je že bilo. ne, rolko ne. Ne, jaz sem bil tam, ker sem član Akademije Viktor, če se lahko pohvalim. Če se lahko pohvalim. Lahko se pohvališ, ker čudovit izbor. Čak, Jože, a ti si bil nominiran za Viktorja? Ja. Čak, Tvoja samo oddaja. da se spomnim. Čak, da razmislim. Koliko si že imel nominacij ta let? Čak, koliko je že bilo? Ja. bilo? Ne. Ne. Ne, mislim, da ne. A delate kaj pole te na RTV Slovenija, te raziskave, kako je kdo priljubljen, pa to. Vse to moraš biti. Mislim, priljubljen. A kdo gleda, sprašuje v bistvu. Ne, gleda, pa če si vodil taksi v enem določenem momentu, si imel 3 oddaje naenkrat na RTV. Hočeš reči, da se je vsaj 7 ljudi nabralo. Ja, ne, Kvantiteta nad kvaliteto. Torej. Kaj me pravzaprav sprašuje? Ja. ja, če si kakšen San Francisco udaril na RTV. V glavnem. Lej, zdaj tako. Čak, a bi da, mislim, a bi rada do konca to posnela v teh prostorih, ker Na pol koncu. predlagam, Anže, da rečeš svojemu Sancho Pansi, da se ne začne lepše obnašati. Ja, ne moreš. ker Prvič je bo- gost v Bo opazovalnici. letu ven. Prvič je gost v opazovalnici. Treba je povedati, da jaz pa Sancho ne. Sva res hotela iti nazaj na Star Trek, ampak Ja. smo se pa tudi prej že malo pogovarjali, naprej smo začeli snemati. Ne, in tisto, kar je mogoče res treba omeniti, ne, kar se The Office tiče, ne, se še enkrat obričujem unim, ki ste pričakovali Star Trek. Jože ne, je Sancho tu v bistvu predstavil The Office, če prav razumem. Exactly, to je bilo, ne vem, kaj smo mi takrat delali, Jože. Ne spominjam se, kaj smo Može, takrat snemali. ne, ampak takrat, ko smo mi do unga Mihata delala, se spomniš eno serijo. Takrat smo bili v Ti si tem- takrat že vedel vse o Officeu. To je bilo full prej. Mi smo delali že full prej. Mi smo delali Magnus Novak. Magnus Novak. In to je bilo prej. Zdaj je uradno povedal, da smo mi dva delala Magnusa Novaka. To je bil moj lik, ja, sem jaz ga snemala. Ja. To je bil, Sam lik je njegov. ja, ti si mi namazal trepalnice, ampak lik je bil pa moj. Pa eyeliner sem. Eyeliner sem jim naredil, ja. To smo snemali, pa snemali smo veliko teh videov, ki so jih uporabljali, mislim, da razne firme pri teh. Ne vem, enkrat se spomnim, s Katjo Buda smo snemali nek kako na romantičen zmenek. Točno. Ja, pa take nedolžne stvari, take, Politično korektne. tako to si bil vedno. Jaz, Ja, prodati je bilo treba. Godler, en je mogel poskrbeti za denar. Lej, vsi ne moremo živeti od hrenovk, pač eni imamo neke potrebe v življenju. Je pa zanimivo, da si rekel hrenovke. Ja, no, kakorkoli že. To je bilo tisto. Godler je en čas živel na hrenovkah. Ja? Ja. Mislim, To že vidim v story, Ja. čez zadnji zgoda. Godler na psu, psu. hrenovke in fižol. Hot dog. No, Wow, več pasno. kakorkoli že, to so takrat snemala in v tistih časih, ki se še nismo tako dobro. Kdaj sem se mi jaz sploh spoznala, by the way, če imamo že gosta? Ja. Pa če smo Nisem njegovi se bajti. spoznala na prepisanih, oziroma najbrž v sklopu prepisanih. A si zihr, da ne prej? Prej že misliš? Ne verjamem, da so se prej spoznala. A dejansko, pač ta še enkrat od Jonasa, spletna Ja. serija, Ja. Ki smo tam sta snemali- se videla spoznala. Jaz dvomim, ker jaz se prej nisem nič dotikal. Nisem bil nič aktiven. Ne, jaz sem bil, Lenuh po duši. ja, bil sem aktiven toliko prej, Aha,
v času študija, ampak pa ne vem, če smo, takrat pa ne dvom, da smo kaj čas. Kaj ste poznal, te nisem odprej. To je pa weird, jaz sem pa nekako mislil, da... Ja, Ne, sploh, jaz sem te prvič videl na netu, internetu. Neki, ki je vest, ki je pač... Jonas je enkrat objavil neke moje vloge Na vesti. iz Amerike. Jonas te je zmeri hvalil. To so, ja, vse poti vodijo do Jonasa. Jonas je... Ja, Jonas sem se je povezal. Jonas nas je povedal. Naju. Pa je v bistvu Jonas skril, da je Godler zvedel za The Office. Po tej logiki. Ja, po tej Posredno, ne. Ampak vem, mi smo bili zaključili. Hočem takoj izničiti tvojo vlogo. A smo imeli pri prepisanih mila, kako vas pa ti igral, ne spomnim se sploh. Prepisan. Veš, kaj sem Pero Paparaco. Ja, tako je. Ti si bil pa un vojak v Bolence, ne. Je- Pač vrtito to. Ja. Ki je kvazi govoril makedonsk. Ja, tiste je bilo pa ena nižjih točk, tvoje igralske kariere. Ja. Mal bom govoril hrvaško z ljubljanščino zraven makedonščino. Mora biti nobeno Mogoče opazil. nam ben opazil, to je res. Ja. Kak je Pa makedonsko? pustimo to. Nisi bil makedonska, a ne? Ne, to je nekdo drug zajebo, to jaz nisem zajebo. Je pa res, da en bi moral biti Ja. Ne. žitelj, se Ja. pravi, A ja, mogoče pa Kosovo. Ne, stari. A je Kosovo, ja, mogoče Ja, pa ampak res. ne on, jaz. Aljoša Trnovšek Joša, on. bi moral biti. Jaz sem se pa trudil, ker on je meni govoril hrvaško, mislim, oziroma makedonsko, kosovsko je. Sem jaz mu nazaj probo, se meni je Jonas, Ja. na potek, porka Madonna. A ja, to Meni se je pravi, Jonas. to ni bila... Že ti nisi vidim probal. nekaj, zdaj si takoj v igralca noter. Ja, method Dramatično bo povedal Viktor. 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 Ja. Godar ga je to namreč. Ja, Godar je pokazal s prstom na Viktorja. Godar ne loči videa od Da, Audija. Audija. No, kaj sem torej me je Jonas naročil, ti ne znaš hrvaško, ti si Slovenca, ampak se mu trudiš razložiti. Ja, Ja, škoda, da tega niste nekako dali vedeti. da bi vleto ena naracija. Gledalcu je to manjka. Gledalce mislijo, da ti slabo igraš. Makedonca, I guess. Ja, No, dobro, pustimo to. Pustimo to. ja. No, in pol sem jaz še gledal te tvoje izdelke in si mislil, no, in pol si ti meni enkrat rekel, prav spomnim se, ker nekaj smo končali in jaz sem šel takrat na moj countryside resort in si rekel takrat, ta strm, to si poglej. In sem rekel, Prav tako sem rekel. ja, ti Prav tako, s tem. ne, ta str ti tako rečeš, ta str ti. Čeprav ima a prav. reče tako. To ima prav. Stari, ta str ti, to zmeraj Ti se tako rečeš, ko začneš govoriti, da nočeš tega govoriti. Tudi Ja. če si navdušen. Ja, Se zmeraj slišiš, kot da Seveda, skrbim navdušen, da pride pol, da ja, da. znižam pričakovanja, da boste pol, pismo res. Ta joco pa nekaj ve. Ja, ker vi greste pa, jaz imam najboljšo uro vseh časov in pa, mislim, kakšna ura bo in je navadna ura pisma. Omega. Ok, pustimo to. Mogoče je omen to, ni mogel biti Ja, pismo. zakaj, ja. Omega. Zdaj pa ve, da je audio, ne? Ja, zdaj pa vedel. za helium release valve, ampak čakaj. Ja, in ti si meni rekel takrat, da ste ta office, to si moraš pogledati. In takrat sem na Amazon šel in je bilo res prav tista črna izdaja, DVD. Ja. Cela, se pravi, vse sezone special, vse special, te dodatne unem, za 4 funte. Kva? DVD BBC-jevi so vedno Ja, poceni. poceni, to je res. Ja. In takrat je bilo pa še neko znižanje, pa to sem rekel, to bom pa naročil. In to je bila res, jaz se zelo redko smejem. Ne vem, kaj mi boš pokazal, da sem jih začel smejati. Od izdelkov, ki so namerno smešni, ne? Stand-up, sitcom, itd. Ni šanse. Ni šanse. Jaz in Office je bila prva stvar, ki sem ustavil, pa se režil, tako na ves glas. Da so rekli, Godler je nekaj smešno, sosedje. Kdo je rekel? Kdo je to rekel? Ja, kdo? Sosedje, ali Zdaj, pa, že so prav, da sosedje vejo, kdo si ti. Ti zbričen so takrat, že sosedje vejo, kdo si ti. pa stari, to je bilo leta 2007, 2008, jaz sem Ja, takrat že takrat si bil preboj. big. Ja. Preboj. Takrat si bil kolumnist one najbrž, ne? Takrat sem bil kolumnist To so ti One. zlati časi one. Pa to je bilo Takrat že, se je noro. Ja, napreden Kataja noter razlaga o alienih. Ja, to je bilo že post Ne samo oni. tistega lepega popodneva, čas moj, seveda. kjer sem pač tudi Na klavirju. naredil household name, mislim, klasika, kult.
Kult. Kult Jureta Godlerja. Ampak kje je šlo pa pol, kje je bilo tisto, kje je šlo pol vse narobe, kaj je bilo že... Lahko sam, Tega vikenda, ali kako misliš? lahko sam Joco tebe vprašam, kot gosta. Ne? Ja. Zakaj si mu pa priporočil? Mislim, zakaj si, veš kaj hočem reči? Jaz sem poslušal ta podcast, kjer je Jure omenil to. In sem bil, wait, what? Zdaj me bosta neki prcala in to. Jaz se ne spomnim tega. Vem, da sem zelo zgodaj dobil to serijo. Mi je dal en kolega, Viktor, mojem prav, da ga omenim, če slučajno posluša, Viktor Kočič, živi v Bruslu in je on vedno, tudi ko pride poletje na morje, on se z avtom pripelje in posluša vse živo od Rikija. Se pravi, on vse une radijske. To, kar jaz delam. On to vse preposluša v teh 10 urah. Ja. In pa on meni razlaga in pa se nekam peljava tam na morju, ko sem pri njemu na obisku in nič ne štekam, on se pa reži kot debil. Tega človeka hočem spoznati. Ja. In s tem, da je bilo meni tako, moja izkušnja ofisa ubila me bosta, je bila, what? Ej. In jaz sem videl tega, se pravi Martina Freemana, ker sem ga iz Ali G in the House filma poznal. Okay. In sem bil, ok, to je too much. S tem, da mi je Kovo 100krat rekel, da star moraš se prebiti čez to, da ti je čuden. Moraš iti čez to, ampak nisem, sem pa pol na priporočilo sodelavca začel ameriško gledati. Ja, in v ameriški je bila pa ta prednost, da je bila una romantična zgodba še malo bolj nam primerno zapakirana in sva z sedajšnjo ženo, z mojo prvo ženo, sva pa ful gledala to, ker je bilo obema kul, meni je pač ta in jaz sem veliko kasneje spet šel probat in sem se prebil čez. In pa sem se zdaj, ko sem vaju poslušal, sem šel še enkrat z vsakim. Si gledal? Ja, sem gledal še. Ne, jaz drugače to hočem reči. Jaz ful štekam to, ta moment. Sorry, sem še to bi rad dodal. Jaz sem Rikija, meni je bil potem še najbolj všeč, mi je bil najbolj direkt všeč. Okay. Se pravi, da sem najbolj takoj štekal stvari od vsega. Tudi Live Story Short mi je bil. Ja, tisti ni bilo tako dobro. No. Tisti je meni tak dizaster, še večji, ni mi še večji dizaster, ampak dizaster tam mi je Idiot Broad. Ne, jaz ne kupim. To zato, ker nisi poslušal XFM-a za res. No. To je to, to so ti radijski. Ja. Moraš XFM poslušati. Ampak, ne vem, Karl, te je smešen, smešne stvari govori. Ja. Ampak smešno je do tok pa tok. Ne. Sam to zato, ker nisi XFM-a poslušal. Jaz to štekam, jaz ne vem, kako bi meni bil Idiot Broad, če ne bi poslušal XFM-a. Ampak tako jaz ne, s tem tvojim kolegom se res moram dobiti. Jaz sem en USB ključ v mojem avtu. Goes up to 11, ne, smo spet. Ne. Nisem moral dobiti z njim, pa kaže z roko, pač ni važno, glavno. En USB ključ imam v avtu, gor ni muska, ampak vse, kar je gor. Ne uganem. Ja. Gor so te stvari, ki sem prej rekel, da jih on posluša. Ja, ne, hočem samo reči, da če ti vse poslušaš, jaz sem čez ti rešil po moje zdaj že 5, 6, 90 ur je tega, več kot 90 ur je tega, ne. Pač to je, se vem, da je bolano to. Ne. Je pa Idiot Broad čisto druga zgodba. No. Tako, če tisto gledaš. Ampak to, kar sem hotel prej reči, no. Jaz fuštekam ta moment, da ti prvič vidiš Office in rečeš, what in te ne zanima. Tako, to je bila ista moja izkušnja. Jaz sem ga dobil v starih časih, ko smo dobivali še diske domov, stvari, ljudi, ki so imeli širokopasovno internetno povezavo. In sem pač dobil gor in je pisal The Office, ne. Jaz poženem prvi del, sem gledal po moje 5 minut, ne, in ta prvih 5 minut v bistvu sam Brent tako hod, ne, every bloke has woken up at the crack of dawn, ne, in jaz, kaj je to? Sem vedel, kaj, in sem sam zaprl in pozabil. In sem pol ekstra se videl in sem rekel, ekstra, to je pa ok, ne, kdo pa je, tako pa ta je delo. Super, pa tudi ko so bili bližji folku, ne. Ja, ampak se glih to je problem, zato so tudi slabši, kar se me tiče, ker niso to acquired taste, ne. Ker The Office je, acquired taste je, tako kot je Une lepo rekel, moraš, po mojem, čez ta prva 2 dela, moraš pač prideti, dojeti poanto, pa je pa najboljša stvar ever. In isto je pri The Wire-ju. Pri The Wire, tudi ko ga prvič gledaš, po mojem, večina folka, pa ta prvi del. Viš, to se pa ne spomnim, jaz imam feeling, da The Wire, ko sem ga enkrat začel gledati, da sem znoril. Ja, ok. Da mi je bilo top. Jaz pa pri The Wire-ju isto, 2 dela, moj bog, kaj je to, ne. Pa je pa klik naredil.
Ampak odvisen, kdaj to gledaš. Jaz sem The Wire relativno hitro gledal, ne? Dnev? In takrat, Po dnevu? Ne hitro na 1,5 ali pa na dvojna hitrost. Ne, hočem Kar je samo- bolj zoprn, ker oni, se pravi, Afroameričani zelo posebno govorijo. Zelo posebno. In še začel je brez podnapisov. Kjer je to? Afroameričani. mislim. Kako se slovensko reče politično korektno? Ne vem. Ja, tako kot Ne vem. si rekel. Okay. Mislim, da je Afroameričan. Ja, ne more biti Afroameričan, kaj pa če je direkt iz Afrike? Se ni šel najprej. Je Afričan. Pa je pa Afričan. Tam so A ne moreš pa reči Afroameričani. črnc. Zakaj imamo to debato? Jaz ne vem. Ja, ne, zato, kako, Meni so kako ne črnci vemo, všeč. kako smo Mislim, ja, če- ja. Meni nisem tako Okay, mislil. dobro. Rasa mi je Nič všeč. nimamo proti Ne, njim. nič nismo. In radi te imamo, Godar. Rasa mi je všeč. no. Všeč nam, mislim, nam je Rase so mi všeč. Kar je tebi všeč? Rase nam je- sveta. Vse rase sveta Ja. so mi všeč. David Brent je vsekal. Ja, David Branko. Ne, point being, ne, če lahko popravim ta volan nazaj, avto na cesto. Ljudje so. Kje je cesta? Graben, jaz vidim tam in graben, vidim tam in kažem v različne smeri. In še v drugo smer, se pravi, na vse smeri neba. To z vami vidim je zelo graben. mehko s televiziji delati, ker vsi kažete na svoj podcast. Saj Če sem smem- pol didaskale dodal. Če smem nazaj na cesto, to je avto. Ja. Jaz sem Godar pa je prijel off- v volan. Zavil, ja. Jaz sem Office pa takoj zaznal kot genijalen. Ker sem dal not DVD, jaz sem se že takoj smejal, pa se sem te še kli. Čeprav veš kaj, bolj razmišljam, zdaj bolj se mi zdi, da mi ga nisi ti priporočil. To je prav cena premisa Ja, vse bo šlo. tega spektra, zdaj pogome. Ne, res, res prav. Jaz sem pa začel dvomiti, čeprav, ne, prav tlele je bilo, se Jaz spomnim. mislim, sej. Ti si bil, ti si mogel Jaz to biti. čisto- Jaz sem verjamem, prepričan, zaradi da sem imel kolega. ful zgodaj ta office. Ja, Jaz sem prepričan, to je da bil sem ful ga imel ful zgodaj. Zaradi bruseljskega zaradi, modela. zaradi njega. Ja. In to je bilo prav tam, po prepisanih, takrat sem jaz to. Ja. In ja, ekstras. Pa, bil sem velik fan Officea, ampak se pravi ameriškega stila. Ker oni. Kjerga, ameriškega? Ja, se vse, stil je nastavljen, je recimo ta fake documentary, mockumentary. Ja. Ker smo tudi une videe, ki so bili v začetku, če smo s Katjo Buda, ki so jo prej omenil, Zelo inspired. so bili zelo Ja, ja. to, a ne, zelo tako so bili narejeni. Ta kamera, ki malo beži, pa gre z enega na drugega. Še celo iste stavke si uporabljal kot brand. Downsizal bojo. Ne? Ja, To je bil kot tribut prvi epizodi. Ja, lepa, veš, to pa nisem mislim, pravi, pa sem videl te video. Je? Ja, oni video, da so bili kar malo ahead of their time, no. So bili, Res zdaj jih pa sploh ni več nikjer. Tako da, kje je zdaj ta čas ahead, kjer ga so bili? Ne, hočem samo reči, ne, ampak bili so. Sorry, Jože, to je jaz sem kosmat hodomušen. Ne, hočem, okay. Kva? Ne vem, kaj je to. What? Jaz imam rad vse rase. Tudi hudomušna ljudstva. Kaj sem hotel reči? Domušna ljudstva. Ja, ker je Kjer rekel, so ker nisem hotel reči kosmata ljudi. Ne vem, kdo je to. Ne vem, kaj s tem hotel. Kdo? Ti, Ja, ne, kosmat smisel za humor, to je malo, ne. kašen. Kaj? Ne razloži, kaj je kosmat smisel za humor. A nisi še slišal, da je Ne, nekdo pa to je to. Kaj pa je to? Malo predrzen na meji. Ja, A res, ali kaj? predrzen, morda tof. Politično Je nekorektno, kosmat, ja. recimo. Okay. To meni Mogoče To je zato- negovana brada. Kaj? To je zelo negovana brada. Misliš? Ja, mislim, da kosmat je mislim tako, kot moja brada, pač taka raste. To je, da je Ja. to. Pač, jaz se ne obadam z brado, sam raste. Jeti. Ja, jaz sem jeti. Jeti. Gorski človek. Ej, pa zdaj, polka smo. Sorry, ja, hočeš še kaj. Ne, sem kar nekaj me prekinjal, za brez zdaj. Okay. V glavnem, to bo vse noter. Hočem, kaj sem te hotel še vprašati? A pa polka si pa gledal angleškega, ne, glede na to, da si več ameriškega videl, ne? Kaj še je pa pol feeling, če si iz kontra strani prišel? Ali še v smislu, ne, zdaj sem gledal ameriške. Vse je tako, kot si rekel, da je pač tisti je narejen za široko množico, medtem ko ta je zelo se strinjam, za neke poznavalce. Jaz nisem nikoli, ne morem reči, da sem se režal sam zraven,
Ampak je podobna moja zgodba, recimo tudi s South Parkom. Sem kar fan South Parka, ampak se redko, da sem se jaz res zasmejal ob gledanju, medtem ko sem umiral, ko sva s sodelavcem včasih šla pol skozi. In to je isto veljalo za Office. Aha, štekam. Ja. Analizirala. Med analiziranjem je bilo. Primerjala zapiske. Ja, je bilo tako, primerjala zapiske kot vidva. Ja. Takrat mi je bilo vedno ful bolj smešen. Nikoli ni bilo na prvo žogo. Pa recimo, da sem si bolj, da si želim vsem kot gledalec, vsem, da mi je hitrej. Da ni tako. Okay. Da ni tok za kodiranje. Okay. No, sej to je fair enough, to je pa že, kle smo že pri okusu na končni fazi. Ne? De gustibus non disputandum. Eni pravijo, da pa ravno o okusih je edino, kar je vredno razpravljati. Ja. Ker, veš, kaj bomo zdaj razpravljali o tem, je to res tako zaradi poln, kaj briga me, mislim, točno to, kar je noter, je poln. Malo več kot pol je. Lahko se pa pogovarjamo. Ja, točno to, kar je noter, ja. No, to je filozofija, to je grozno. Latinščina je letela. Ja, to je Godr se je pohvalil, vse je bilo čisto jasno. Pohvalil. Si to lahko ven zrežeš. Pokašanje z nožem. Z nožem. Lahko ti nehaš temi noži, stari? Kaj je ti? Z nožem zreže. Pač. Vem, ampak imaš neko obsesijo. Recimo v Adobe Premieru imaš Blade. Ja, ampak je to žiletka. Mogo reči rezilo. Ne, žiletka je to. Ok, žiletko. Žiletko. Ja. Ti imaš nekaj z noži. Ja, sem ti rekel, nože imam rad. Ja, nože imam. Jože Robežnik, nože imam rad. Če jih mislim, kdaj uporabljati, je dobro, da vsi vejo. Ja, kaj pa v slovenskih novicah. Jože Robežnik, nože imam rad, je rekel napreden. Preden je. Že bil kdaj v slovenskih novicah? To je... Zihar. Po mojem, da ne. Ja. Da ne. V slovenskih novicah. Zihar šala. Ne vem, jaz slovenskih novice res ne berem. Ker so res, jaz ne vem več, kaj si misliti. Ker sem pišeš še za nje. Ne, v lifeu. To pa raj na hrenovkah živim, ker za slovenske novice više. Tako, pa če, mislim, vse folk je pa zadovoljen, da bere za slovenske novice. A res. Jože se je začel opravičevati stvari, ne. To je past. To je past, ne. Past je to, ja. Relativizirati. Normalizirati, ne. Še to, ne. Če bi tako kot jaz, ki se je zdaj analogiziral v lifeu, kaj je bilo včeraj v parlamentu, gremo po časopis, kjer? Shoot. Kjer Zeitung. Okay, a ti res moram povedati? Ja, ne, zanima me. Kam primerju polčeti. Jaz bi tednike kupoval, pa ne zato, ker sem delal na Mladini, ampak jaz bi rekel. Ja, seveda, ki je malo že malo analiziran. Ja. Tednike. Ja. To ni delo. Ja, ima sobotna. Sobotna objektiv Mladina. To je skupim. Kaj? Objektiv ima pa dnevnik. Dnevnik ima pa objektiv. Sobotna objektiv Mladina. Škaj je to dobro? Večer ima to eno. Tako. Večer ima tudi tale Viktorje. Ja, večer. Ja. Viktorji? Ja, to je tu una nagrada, ki ti razpada tamle na mizi. Dosti teh nagrad. To, da gre zlato gre dol, mislim zlato. Ja, zato, ker so novoleten zlat sprej. Ne, se res posprejanje. Sprejanje. Ja, z novoletnim sprejem. Pa je dolar, nagrada je nagrada. Ja, ne, slabo v vetrino, ne. Ker veš kaj pa, zakaj pa ta plac ni hipsterski? Zakaj? Nima nagrad. Lahko bi ironično kakšno nagrado sprejel. Čeprav Jože, to sem že rekel, v snemanju njegove stvari, te bom pa zdaj, nagrada je stanje duha. Ne, zakaj? A to je zato lažno. Nagrada. Bogom. Njemu povej, da imam nože posod. Ja, dokler smo Klemor že bolj prijazen, stari. Nagrada je stanje duha. Okay. To je res. Ne, jaz se strinjam s tem, kar si ti rekel, da meni je nagrada, kar Nada na Facebooku napiše. Jože, pač ti zmen. Res v redu. Res čisto ok. Čisto ok si. Ampak ta oddaja v nedeljo je pa čisto ok. To je pa edina oddaja, ki me čist ne spravi iz tira in jo ne predstavljam. V domu počitka pa so vsi gledali. Ne, delin smo zgubili. Pa gledamo. Ja. Čakamo na poročila. Okay, lej, jaz mi sam še enkrat bi volan obrnil nazaj na cesto, pa bi pa mogoče še stvar omenili še kle.
Pa lahko počasi zaključimo. Naslednjič pa obljubim, zato bom še dvakrat rekel, naslednjič first contact Star Trek. Okay? To je dejstvo. Bi pa še eno stvar vprašal, zdaj, ko imamo oba dva kle, ne? Pa oba dva sta, zdaj jaz malo aparatu sologo stopam, se upravičujem v bistvu. Ne? Ampak vse. Ne, kaj me pa res zanima? Ker ste rekli, to mi je dal misliti s tem. Ker do zdaj je bilo to bilo malo blef. Ja, to me pa res zanima. Ne, prej ste rekli, pač, da je bilo... Še zadnjič tem prekinu. Okay. Pa kontra Jože to dal zdaj. Ja. Koliko dolgo te spoznam zdaj? Par let? Ja, par let, skoraj zih. Ja. Nikoli ne rečeš, kaj pa res zanima, brez da to misliš. Je res? To je res. Ker vem, ker imaš ta, kljub temu, da si tako robusten, pa jeti-like, velikan, hrust, rečemo. Zdaj že spet malo homoerotike, Godler, tako da povej. Ja, pa ne, da to ven nočem, če je v njem. Mrvice bo nehal tako čuden oblačati, ali pa se bo še bolj začel. Hočem reči, da imaš pa še zmer tam nadobuden otroški pogled, ravno takrat, ko rečeš, a kaj pa res zanima? Ja, pa če me res zanima. Stari, to tebi v bran, tle sem te zdaj branil. Hvala. Marina Wool, v glavnem... Ne, to je Cotton. Me je prej popravil. Okay. Hočem reči, te videi ne, za printerje, ne, oziroma kaj so bili multifunkcijske naprave. Kaj je bilo že? Riko. A ni bilo Viber? Vibor je firma, ki ima Riko. Ja. Pa ki je bil tako, malo mažal, se je napajal iz mockumentarija. Ja, no, kaj me samo zanima? Ti sploh primerjaš ameriški office pa angliški office. Ameriški je pač tak, barvast. Pa sicer je mockumentary, ampak imaš bolj občutek, da je pač... Veliko manj je, kar skrili so to. Ja, v bistvu ne. In me zanima, kaj me zanima? A se da to, kar je v officeu, dejansko poustvariti? To me res zanima. Sam posnet, pa te barve ven vzeti, pa da je dejansko tako posnet pri nas. Sam to me zanima. Ja, pa tehnologija je šla naprej, ni šla naprej. Je šla, ampak tehnologija je pač ti sem v slabšo kamero posnamaš. Ja, mislim, to... Ja, ampak tlele se pa pol spet dotaknemo vprašanja. Tlele se dotaknemo enega druga filozofskega vprašanja, ne? Ali bo pol ta izdelek contemporary. Jaz grem lahko zdaj tole snemat z VHS kamero z leta 95, sam kaj bi imel od tega. Riki, ne? Art, contemporary... Torej moderna umetnost. Ja, moderna umetnost, oziroma umetnost mora biti moderna, da je umetnost. Umetnost ne mora biti klasična, ker klasična umetnost je bila moderna takrat. In Office je statement of the time. Office ne obstaja v HD-ju. Je posnet 16:9, sicer ne vem zakaj, ker takrat ni bil takrat nek premik televizije. Je možno, pa DVD so prišli, ne? Se to je ta scena, mogoče je to, ne? V času DVD je prihajal, to pa se je začel snemati, po moje. No, ampak to ne obstaja, to je tisti statement tistega časa, tako kot imaš danes. Life on the Road film je v bistvu posnet zelo, mislim, z moderno kamero. Je čist drug vibe. Kot gledaš, ne vem, zdaj te razne športnike. V tem trenutku duh časa drugačen. Absolutno. Se pa zdaj, se mi zdi pa, da ljudje spet, da je pa sploh ogromen premik vsebin, kjer ni pomemben, kako izgleda, kjer kvaliteta ni pomembna. Se pravi, Snapchat pa tako, nasplošno. V tem smislu, seveda, zdaj ni več omejen na to, kar nekdo dela. To ni, bi mislil, da govorimo o tem, da se skoncentriramo na nekaj, kar ti daje vsebino, kot gotovo vsebino, ki jo je nekdo naredil, ne vsebino kot by the way šeranje, ki je to ni vsebina. Jaz mislim, da YouTube vsem zamenjuje velik del teh vsebin, ki smo jih mi gledali prek TV-ja, DVD-ja ali whatever. Jih zdaj pač je YouTube za aktivnega gledalca, je YouTube in YouTube marsikjer kanal. Godler, a imaš prebava. Se pravi, kles doskrat ni tako važen, kako gleda. Oziroma je kaj kakšna ta, da trese, kaj pa jim ne pomembno, tako kot je bil Blair Witch Projectu. Je pa res, da se je folk ful navadil na to estetiko. Že tako, ne? Ampak danes gledaš, kaj imaš ti kamero, Jože, ti, ki imaš tukaj teh kamerc malih.
Ti imaš kaj? Jaz, ko gledam te videe, ne vem, nekdo se spusti v Aqualandu dol po tistem. Kaj imam jaz za izbrati na YouTubu kot rezolucijo? Ja, še enkrat tolikih je nad 1080, ki jih je da je ogromen tega. Ja, to je zdaj tehnologija današnjega časa. Ne? In zdaj, kaj je pa odraz današnjega časa v podobnem slogu, kot je bil Office odraz? Tistega časa je pa jaz ne vem. Vse to Jože, jaz se klez Jožetno strinjam. Jaz mislim, da pač ta mal YouTube estetika oziroma ta... Še bolj vse ostalo. YouTube se celo edini, se mi zdi, da se nekako trudi biti vsem malo lepši. Malo lepše, da je malo bolj klez. Pa sej, pa mogoče je to najboljša iteracija tega, ampak se mi pa zdi, da je zmerom tako, da ni res toliko važen. Ne? Še zmerom je važen kadriranje, pa to, ampak je šlo stran od te neke sterilnosti, se mi zdi. Mislim, da bo tega zmerom več, ne. Če to kdaj butne na TV ali pa na te produkcije, ne, mislim, bo za kar zavideti. No. Ker enkrat mislim, da se je to zgodilo. No. Jaz mislim, da enkrat bo prevagal. Čak, zdaj, da pa čisto razumem. V smislu, veš, ta estetika, pa, da ni važno, ko je posneta, veš, da bi dejansko to lahko butnili tudi na take projekte, ki so pač zaključene celote, tako kot je bilo včasih serija, recimo, ker zdaj serije, ne, so posnete, to so filmi, ne, realno gledano. Jaz govorim samo o estetiki. Mislim, mene recimo ne moti to, če ko sem zagledal Yumi Her ali neki tašanga je na Netflixu. Malo tak edgy stil, mislim pač že tema, pa kako se tim reče poliamorija, se pravi več partner neki skupaj. In je čist simpel, se pravi, estetika je zelo ta Judd Apatow komedije. Kamero postaviti pa snemati. Kamero grame in so pač, ker če temelji na dialogih pa nekih situacijah, jaz ne vidim problema, da moraš zdaj še estetiko postaviti. Zadnja stvar mi je bil pa Breaking Bad, da je bil čist... ti si bil film. Ja, pa tudi ni to film. Ja, ti je filmsko, ja. Zelo. Veš. Okay, to je bilo pa, nisem pričakoval, da bomo imeli neko resno debato. Ja, to sem resna debata. Ja, bila, ne. Se je bila. Ne, ampak zelo sem prej rekel, da me res zanima, ker se jaz ful nimam občutka, ker me to res, jaz sem res videl, ne, za Vibor pač videe, ne, in je pač, zdaj štekam, da je to nekako povezano, ampak takrat nisem tega dojel. Je pa malo težji to trenutno, oziroma veliko revolucijo v spletnem videu je naredil recimo Canon T2 oziroma kaj je bil T3, ne vem, pri nas je bil pa D550 ta model. Recimo ta nivo se pravi DSLR-jev, ki so omogočali dosti plitvo ustrino in vse to in snemati, pač na ta pa imeli priklop za mic, pa vse to, da smo lahko mulci začeli snemati. Je pa izredno težko se pravi, na te DSLR-je snemati na ta način. Ja. Veliko lažje s starejšimi kamerami, ki so bile tudi prej draže. Se pravi, mi vem, da smo snemali na neko sposojeno izvesti kamero, ki je imela lepo orang zoom in to, ki je... Da si lahko bolj hodil, pa že ni bilo vse. Se pravi, da niti ni stabilizacija, ampak ta zoom ne dela tako fajn v teh fotičih. Se pravi, to ven not, to je zelo TV reportaža, se pravi ING ekipa. Tega nismo nikoli mogli reči. Ja. To so kamere bile, včasih to, ki je imel TV, to je 20-30 ur vredna una kamera. Tako da to tudi zdaj ni toliko simpel. Vem, da recimo, ko smo prej GH4 pa naša, se pravi Lumix GH4 pa neka leča zoom, ki se največ uporablja, ne ohrani, se pravi ostrine, če ti ven not skačeš. Štekam, nekaj spreminja in... To je sploh ne pomislil, ker tega je pa resmo, za The Office, ne pa tega ful, ne. Ful in ne moreš... Nihče nima več te kamere, nihče nima več kamer. Štekam, veš doma, Catfish, če veš, MTV je neki show, oni tam recimo s camcorderji še zmer snimajo, po mojem tudi zaradi tega, ker so... Lahko to naredi, ne. Jaz mislim, no... Ampak da mogoče sem res to sprašal, ker se mi zdi, da to nekako manjka, ne. Karkoli posnet s tem je zelo tako stabilen. In vse je lepo in ne vem... Ja, mogoče sem res to sprašal, nisem znal vprašati. Glih to je, ker je to... A veš pa, škira je najbolj scena, res smo gledali The Office, ne. Tiska tim da dol mikrofon, pa oni za njemu laufajo, ne. Tam vidiš, da je preveč, da je v bistvu ful kaosa, ampak slika je pa ful stabilna. Kad dvigne kamero, naredi, pa je takoj ostro, točno tam je, kam mora biti. To po mojem s fotkičem ne bi, mislim, to po mojem ni opcije. Že mi, ko smo snemali tiste skeče za RTV, takrat se spomniš.
pa je bilo cirka, to bo zdaj že dobrih 5 let nazaj. Ja, GH2 je bil. Ja, mislim, bil je en fotoaparat, pa smo hoteli, delali smo parodijo na Djangota in pa je on znan zoom in tako, po mojem, 15 metrov na oči in to v sekundi. Ja. Tega nismo mogli narediti. No, to ne bi mogli z ničemer narediti. To je pač. Lahko, kolega ima ja. On ima še zmeraj kamero staro in z njim se da to narediti. Ja, ampak ne to hudo. To se drugače da pofejkati v premjeru. Ampak tako kot je, ja, ne, take leče, ki ima te zume, ki jih Tarantino uporablja, star ne moreš s temi narediti. Ne, z TV kamero, ki jo ima ekipa na terenu, lahko. Bližje prideš, kaj s fotografijo. Se gre, tudi se gre. Ne, boš prilepil spodaj, ker sem pol posnel s TV kamero, pa boš primerjal, če gre. Pa boš dal zraven še od Tarantina. Pa boš dal zraven še od... Sej, in jaz kot mediator zdaj bom rekel tako, da s fotkičem, ne, to s kamero, ok, Ja, Tarantino kul, ne, boljše zid. Siguran boljše. No, ampak jaz mislim, da je to ful pomemben, ta pač moment, da je ta kamera pa to. Res, proti temu, da ti to delaš, ne, z fotografijo. Point še zmeraj vstaja, v tistem času so bile take kamere. In s tako kamero je bilo to posneto. Ja, takrat se je ful več s temi camcorderji delal. Če bi bil 10 let mlajši, oziroma pa ne koliko Riki pa ta, da bi šla danes delati to, bi Office gledal čist drugače. Ja. Sej to je meni ful dobro, recimo, Life on the Road res zgleda, da bo zdaj narejen. Ja, ni nobenih švenkov več. Ne, pač zgleda tako HD, a veš, widescreen vse štima. Ne, v bistvu. Sicer pa vse so trendi, a niso trendi, sploh na angleških televizijah, kako se danes snema to, kako se danes snema dokumentarci, ki so v stilu tega, ki je, kako se snemajo tisti fake dokumentarci, ko grejo, ne vem, ko zaigrajo, da pridejo domov, ali pa ko najdejo dva, ki varata drug druga. Ne. To so vse cheaters, ja, pa take stvari. To je vse. Tam ni kreative, ne, kako bomo pa zdaj mi to posneli. To se tako snema in tako snema. Tak je live, ja. Kaj? Je pa res, da pri nas je tega manj, ne? Ja, a pri nas? Ja. Česa? Ok. Dober odgovor. Ne, pač na to estetiko mislim, da morajo biti ljudje navajeni, ne. A veš, to je tudi Gervais parkrat rekel, ne? Ona dva sta takrat mal parodirala te docu-soape, se temu rekli, ne? Ker so bili takrat v Angliji pač, popularni, velikih je bilo, ne? A veš, to ni tako, ona se nista, a veš, kako čem reči, ne? Ti rabiš nekaj, ki je od Zeitgeistu takrat. Seveda, da ti rečeš odgovor. Točno to, ne? In pa narediš ti to. Ker za nas je pa to, kada je v bistvu so oni trend postavljali, v resnici bili pa odgovor. Odgovor na nekaj, ki je bilo že abotno v bistvu pri njih. In ti rabiš nekaj tazga, da pol, vse to imam, ne, mislim, ne. Mi imamo preveč krepi, že ta osnoven stream, da bi lahko se sploh odgovarjali. Če bi bil to clever lahko, da bi odgovor na to naredil, ne. A veš? Na kva? Ja, na to, kar je pri nas, ne. Kako, da bi šel, kam pa greš lahko? Lahko sem tako zaigraš. Ja, ne vem, če siguran je nekje pot. Ja, nekje je, ne. Sam je bolj zajebana. Škaj je, jaz mislim, da je tam toliko več izbire. Koder se začaka, kdaj pa pogruntala, ja ne, ti to delaš, tvoja oddaja je. Ravno to je odgovor. Ne, sem le, ampak njegova... Ampak njegova oddaja, a veš, njegova oddaja... Ne, ampak tvoja oddaja, razumeš, tudi obstaja v nekem vesolju, kjer je pač saj neki ljudi mogli Američane videti, ne, a veš, pa TV dnevnike, ki pač tako izgledajo. Ti lahko delaš fake news, ker pri nas dnevniki so čisto kaj posneti. Mislim, veš, kako hočem reči. Ti si fake news, ne, ampak imaš pa news, ki izgleda tako. In pol ti prideš in se on norca dela in je velik žovke o tem, da on ni Edi Pucer. No, če en korak je bil pred kratkim narejen v tej smeri, by the way, ja. In sicer ko je bil na RTV prvi program je bil pred kratkim ta pop-rock. Ja. In tam so bili vmes skeči, ki sta Perica pa Tin, vodopivc, sta vmes naredila skeče, ki sta bili čisto v smislu Officea. Ja, tega. Ja, in je bilo tam, ampak tiste izjave v kamero niso bile takšne, kot so že danes pri reality šovih, ki jih imamo, ki gre vedno za izrez pač tale, ne? Ampak so jih snemali tako do kolen, ne? In že ni isto, ne? Že ni več isto in že se zgubi, koga pa zdaj ti parodiraš, to je pa, a ni to kot reality show? A ni to kot reality show, zakaj te vidim do kolen?
Ja, no se, ampak se pravi, ampak folk moraš pa ti navaditi, oziroma tako, ne, veš, ljudje morajo biti navajeni na original, ne, da ti pa lahko, to si ful da rekel, odgovor na to narediš. Dobro si rekel to. Ne morem verjeti, da imamo res, zdaj ne vem, na začetku. Kaj bom naredil s tem? Jaz ne vem, kaj Zdaj mogo res objaviti. Drugač pa jaz pa, kle lahko zaključimo. Ne. Admin? Ja, jaz bi pred adminom bi povedal še to. Joco dela stvar na YouTubu. Ja, mal PR-a. Ki je fajn, mal PR-a. Druga epizoda je odlična. Sem zanimiv, gledanje pa še zmeraj najbolj prva. Prva je čip, prva je usmerjena proti masam. In to bi rad, se pravi, naslednjič bi rad, da tudi, če boš še kdaj gost, da probaš ta kanon malo bolj proti Mase, ja. Si se pol v to vključil. Ne sam Mozart. Ne? Ja, ne, Plic po morje si šel do kolen. Rad bi imel več kot 500 ogledov, no. Dajmo tako reči. Milijon. Ne, danes me je neč, ko sem imel krizo. Prej sem neke vloge gledal slovenske. Ja. Eni si zaslužijo, naš prijatelj. Komotar. Ja. Ciril je kralj. Ampak ne, jaz ne smem šimfati. Ne smem šimfati. Ja. Sam bi nekaj bilo pa res brez veze. Mislim, nekaj pa, ker res ne, drugače bom rekel. Ja. Nekaj pa jaz ne razumem. Enih stvari pa jaz ne razumem. A te lahko rešim z adminom? Daj me reši. A tu šlo ven? Ne se gremo. Danes se ga odpustim. Ja, to je bilo res, jaz sem se res tako počutil. Ja, Vse Godler tudi vse pove, kar misli. Jaz povem vse. Imam pa mal širši diapazon in vem, če gledam vlog o do-it-yourself o grlicah, štekam, za kaj gre. Ne bom rekel, kaj je point teh ogrlic. Jaz imam rad vse rase. Do-it-yourself o grlice. To bo naslov. V glavnem, tale podcast je del mreže Aparatus, ki je na aparatus.si. Zaston je, lahko nas podprete, to naredite, ko greste na aparatus.si/podpri. Drugač, v iTunesih dajte kakšno oceno, veste, kaj morate napisati, kondome. Hvala vsem, ki ste že dali oceno. Mislim, da še že čez 40, veš. Sem to lahko. Nekdo je tudi na stvari komentiral, da je Godler ima rad kondome. To se širi. Like wildfire, to mi je tako dobro, to je najboljši joke. To je to, Jože, hvala, ker si bil prvi gost v opazovalnici. Prvi gost, ja. Hvala, ker sta me povabila. Hvala, ker si nam odstopil tale tvoj odličen prostor kreative, workplace. San Francisco. Prulent ne boš Prulent ne boš nikoli prulent. Ja. San Francisco. V glavnem, jaz bom zdaj rekel, Joco, se pravi stvar, kaj si pa na Twitterju, Afna Joco Hud? Afna Joco Hud. Se tudi na YouTube je najlažji. Ja, YouTube, kaj je to? Pšenica Joco Hud. Ja. Godler, kje si ti na internetu? Bolj mal, ampak si? Na internetu na 193.482. Ne, na 92168. Ne, odvisen. No. Tako, pa vsot, ne, Twitter, Jure Godler, Facebook, Jure Godler, se me vrže ven, kaj je public figure. Pa... Ja, okay. Instagram, Godler, to imam še na iPadu, ko prijem domov, pogledam čas. Da... Telefona pa še kar nimaš več. Ja, telefon, Nokia, s katero sem vrh glave srečen. Okay, ne bomo še enega do to. Jaz sem posoten Zeta. Anžet X, Magic X. Magic X. Zdaj pa res, zdaj pa dost. Zdaj pa jaz bom rekel 3-4 zdaj. In vsi skupaj rečemo adijo. A je prav? 3-4 zdaj. Adijo.